Mislim, da včeraj ali predvčerajšnjem je minister Grilc, kulturni minister, napovedal, da so že dali ovadbo ali bojo dali ovadbo proti neznanemu storilcu, ki je povzročil ta kulturni genocid, se pravi masovno uničenje udbovskega gradiva. Gospod minister je bil prisoten na Zboru za Republiko v Ljubljani, ker sem jaz povedal ime tega človeka. 4. oziroma 7. marca 90 je Ivan Eržen, takratni načelnik, šef tajne politične policije slovenske, odredil masovno uničevanje udbovskega gradiva. In to je bilo poslano 13 centrom SDV-ja po Sloveniji, vključno z Mariborom, in tudi upravi Udbe v Ljubljani. Ni potrebe po neznanem imenu, ker je dokumentacija, ki jaz lahko takoj predložim in jo bom tudi objavil v knjigi, neki knjigi, ki jo pripravljam za neka, ne še sedaj, Slovenija, Udba, Slovenija, dežela Udbe. To bom objavil, vse to dokumentacijo. In to se je uničevalo, zapovedano je bilo, da se uniči do 1. aprila leta 90, opozarjam na datume, 8 dni pred prvimi demokratičnimi volitvami in morate vse uničiti. Uničevalo se je še do 4. maja, tednik Mladina je 15. maja 90 objavil slike enega izmed konvojev 7. maja še, ko vozijo masovno udbovsko gradivo v papirnico Količevo. Ne v analizo, ampak da naredijo iz tega papirnato kašo. Mi imamo vsaj to smolo, da niso rezali, v Nemčiji so rezali tisto noč, ki je padel Berlinski zid in danes več ali manj so v Nemčiji že se to sestavili. Ampak to dela 80 ljudi, se mi zdi v Nemčiji zdaj že neko let. 30.000 vreč bojo sestavili. Žal mi iz Količevega ne moramo začeti sestaviti. Ampak v Nemčiji so 5% uničili, pa nas pa 80%. Ja, pa 90 celo. Vse ne vemo, ker nimamo točne mere, v česa se je uničevalo. Ne vemo, kakšna je bila celota. Ampak so različne, morda bo zdaj ta ovadba sprožila, da prijemo do tega, koliko je do tega uničenega. Zdaj pa zakon, prejšnji zakon, moramo gledati tudi, jaz nisem pravnik, moramo gledati duh zakona. Prejšnji zakon je s svojo dikcijo odprl arhive, popolnoma odprl ne samo udbovske arhive, tudi večino dokumentov prejšnjega režima, mislim, drugih institucij v režimu. Je odprl, se pravi, propadlega režima dokumentacije odprl, vedno se samo problem udbovski del, se ne pogovarjamo o drugih delih, nikoli ni bilo problem tem anonimizacije, pa je ravno tako za tam občutljivi osebni podatki, tam nikoli ni bilo nobenega problema. Samo na segmentu udbovskega gradiva so bili, potem ko sem jaz objavil knjigo o Kozbeku, leta 2010 so se začeli problemi. Duh zakona je odprtje, ampak da se ščiti integriteta žrtev, ker je logično. Zakaj bi žrtve še enkrat poplovali, so bili že dosti šikanirane in preganjene, kakšne vse zločini in kriminal se delo nad njimi. Seveda, bilo pa nesmiselno, da zaradi tega, ker moramo vrniti osebne občutljive podatke žrtev, preprečimo raziskovanje njihovega preganjanja. Zato je bilo enostavno neka solucija v arhivu, podpišite, da navte tega javno objavljali teh osebnih občutljivih podatkov in smo tako delali. In ni bilo nobenih problemov. Do leta 2010, potem se začnejo problemi, je nov referendum, nam tega vsega ponavljal in zdaj imamo nov zakon. Katerega duh pa ni odprtje, ampak je anonimizacija, počrnitev je, osnovno načelo zakona je počrnitev. Počrnitev se je v arhivu delala 2011, ko je referendum, ko smo zmagali na referendumu, da je treba pustiti odprte arhive, se je takratni direktor Matič odločil, da bo začel anonimizirati in je naredil kaos. Tako kot bo nastal kaos zdaj, ko se bo začelo anonimizirati. Isti kaos, še hujši. Ker danes je pa večji kompleks dan na razpolago, kar je dobro. Ampak kaj meni pomaga večji kompleks propadlega režima dokumentacije, ker je zelo pomenilo predsedstvo SRS in predsedstvo SFRJ je odprto zdaj, ker je bilo prej nesmiselno zaprto. Jaz sem hodil v Beograd to gledati, v Ljubljani nisem mogel dobiti, se pravi, to je bilo nesmiselno, zdaj bo to odprto, ampak kaj meni pomaga, vi meni odprete, potem pa rečete, v redu, ampak zdaj pa še zaprli za 100 let vrata, potem boste pa lahko vse videli. Druga stvar, ki je pomembna, ko je vlada poslala predlog zakona v parlament, piše v dokumentaciji za državni zbor, to je bilo potem vse sprejeto po parlamentarnem postopku in stoji
zakon ne potrebuje nobenih finančnih dodatnih sredstev. In zdaj, kakšno imamo zdaj situacijo z anonimizacijo? Imamo 2 arhivarja, imamo en stroj za skeniranje, ki skenira sliko po sliko, je pa na enemu mikrofilmskem žepku 64 slik, jih je pa približno 2,5 milijona tega, nekaj še na kolutih. In jaz sem zračunal, ker je anonimizacijo takrat, ko je Matič uvedel, delala samo en človek, ker drugi človek je mogel pa redno delo upravljati v arhivu. Ne? Sem zračunal, da bi en človek potreboval za celotno anonimizacijo teh 2,5 milijona, pa sem še škatle nisem povedal, pa nisem še povedal partijskega gradiva, pa SDL gradiva, pa pravosodnih organov, po vseh podružnicah arhivskih v Sloveniji. Se pravi, samo en del udbovskega gradiva bo en arhivar, arhivist delal 125 let. Takrat pa ne bo več zaprto, ker je zaprto samo 75 let. Bo lahko kar nehal po 75 letih, ne, nekdo drug se ta ne bo tega doživel, niti mi, ne. To so absurdi. To so popolni absurdi. Potem, da imamo v arhivu en mikrofilmski čitalec, ki je neprestano pokvarjen, ki ga je podarila arhivu Sova. In zdaj grejo pa oni kolosalen projekt digitalizacije in anonimizacije, milijone in milijonov strani arhivskega gradiva. Tega filma mi ne bomo videli za časa svojega življenja. In jaz kot uporabnik lahko na dan naročim 5 škatl, imam to pravico. To pomeni, da imam par tisoč strani naročim na dan. Lahko vsak dan naročim 5 škatl. Jaz lahko 5 škatl pogledam na dan, ker iščem samo določene podatke. Jaz škatlo včasih gledam pol ure, odprem, vidim nič zanimivega za tisto temo, ki jo takrat obdelujem, jo oddam, gledam novo škatlo. Gledam pa tudi 6 mesecev eno škatlo. A veste, tudi 6 mesecev gledam eno škatlo. Ker je noter, recimo, 10,000 strani mikrofilmov, ne, ker mikrofilmov jih imaš 100 mikrofilmov, pa imaš 7,000 strani podatkov. In sem 6 mesecev gledal, iz tega napisal knjigo in še vedno nisem do konca prišel te škatli. Ne. In arhivar, ki bo meni mogel to, arhivist, ki bo to škatlo, ko jim zdaj naročil še enkrat za pogled, bo mogel vseh teh 6,000 strani, 7,000 strani natančno pogledati in počrniti, vkolikor nam je dovoljena arhivske komisije. Da bilo pa stvar še slabša, se pa zaostrujejo pogoje, da dobim dovoljenje arhivske komisije. Cel kup enih pogojev, moram raziskovalno nalogo prijaviti, mentorja imeti, ne vem, predelaborat narediti in same birokratske vzance in ukane, na katerimi lahko komisija, ki meni nakloni na takemu raziskovanju, ne vem, katera komisija bo za časa tega zakona vse delovala. Jaz odkar sem ta zakon vlada, so bili 4 direktorji zamenjeni v arhivu, a veste, ne? 4 direktorji, kar ne zaslišano, ne? Sploh kako to v Sloveniji gre. To pa zato, ker je arhiv pod Ministrstvom za kulturo, ne bi smel biti, bi mogli biti samostojna strokovna inštitucija. Ali pa izločiti udbovski del, oziroma bivšega režima in narediti inštitut, ali ga pa priključiti k inštitutu za narodno spravo. In bi bilo mogoče potem ne biti tako odvisni od vsakokratnega ministra, od vsakokratne arhivske komisije. Potem gre pa arhiv, ne, se vključi v predreferendumsko vročico in začne objavljati dokumente, zdaj pa mi masovno objavljati dokumente. Leta in leta so skenirali te dokumente, da se zdaj lahko nekaj tega objavljali. Potem gre pa še to narediti, ne, še to narediti, da objavijo spisek nadzorovanih oseb, oziroma spisek oseb, dosjejev nadzorovanih oseb. In potem je lepo, potem jaz berem časopise, vprašajo gospoda Štuheca, v redu, vprašajo enega drugega, ki pa znam ga vem, da je bil Avaduh. In zdaj, kako je on se najdel na spisku in imamo zdaj zmešane žrtve in rablje skupaj spet. Piše pa nadzorovane osebe. In se je spet popolnoma nestrokovno. In arhiv odgovarja, ko sem na te moje pripombe, ja, to morajo pa raziskovalci vedeti. Ampak ne morete pa vi s takim blokom, jaz se trudim leta in leta, da bi ločil tiste, ki so bili žrtve, pa tisti, ki so jih uvajali, pa tisti, ki so šinkanirali. Potem prije pa iz arhiva nek spisek, kjer je vse to združeno. Vsi so nadzorovani. Pa niso bili vsi nadzorovani. In v tem spisku imate cel kup sodelavcev udbe, ki se zdaj pojavljajo v javnosti kot nadzorovanci, kot tisti, ki so bili žrtve. To je nezaslišano. In to si je arhiv prvoščil. Zato se je vklopil neko predreferendumsko kampanjo. Jaz sem zdaj predlagal, jaz sem zdaj pa nesel arhiv. Včeraj sem pa nesel 1800 strani
iz ene škatle, ki sem jaz dal že skenirati, iz škatle 1640, sem jaz naredil knjigo in sem prosil, da mi objavijo, da mi dovolijo, ker moram jaz z njih pogodbo podpisati, da mi dovolijo objavo na portalu udba.si, ki ga je prijavil in je lastnik Roman Leljak in ki bo zaživel naslednji teden in bom jaz skušal tam objavljati določena gradiva. Predvsem tista gradiva, ki bojo odslej zaprta. To so pa takale gradiva. Jaz jih ne moram preveč pokazati, ker v bistvu zdaj kršim predpise arhiva. Nimam še dovoljenja, da to kažem. Ampak bom vsem vsaj takole pokažem, da boste videli, kako bo zdaj počrtano to. To so osebni občutljivi podatki, ne žrtev, ampak javnih funkcionarjev. Tako bo to zdaj izgledalo. Zdaj je to odprto, ta trenutek še. In zdaj se pa govori o odprtosti arhiva. Pa s koga se proti norca delajo, veste? S koga? Ne? In sem predlagal, tudi danes sem pisal pismo direktorju arhiva, če že objavljajo, veste, milijone strani objaviti na internetu je popolnoma brez zveze, nima smisla. To so take baze podatkov in tudi ljudje tega množe ne bodo brali. Sem predlagal arhivu, če že hoče, da bo lažje za uporabnike, da bomo lažje prišli do določenih podatkov, tudi tisti, ki niso tega vešči, da se objavijo popisi, ki jih imajo v arhivu, da naredijo nek katalog, da ta katalog, ki ga skrivajo na nekih računalnikih, da ga objavijo na internetni strani, da naredijo nek arhivski kobis, tako kot prideš ti v knjižnico, pa iščeš po kobisu neko knjigo. Se jaz ne iščem zdaj v milijonih, milijardah strani, pa zdaj neke strani gledal knjige. Jaz gledam, kje bom najdel neko knjigo in grem iskat in jo pogledam, jo vzamem domov, tle jo pač prefotografiram, to mi je dovoljeno. Ampak zdaj seveda, če bo ta zakon prišel do veljave, morali pa vladati v drugo smer, morala bi biti še večja odprtost. Se pravi, ta del, ki je zaradi žrtev ščitil žrtve, je postal problematičen, ker so začeli hoditi v arhiv inšpektor za kulturo, za človeške pravice, in pa informacijska pooblaščenka in so začeli protestirati, da je arhivski zakon ni v skladu z varstvom osebnih podatkov in bi enostavno potem mogli reči v redu, potem pa tega člena sploh ne rabimo, ampak rečemo, arhivi bivšega propadlega režima so odprti, tako kot je to narejeno na Češkem. In konec. In potem ne bi bilo več nobenih problemov. Zraven bi lahko še v zakonu napisali neke ostre sankcije za tiste, ki kršijo to, da morajo podpisati neko izjavo in kršitev pomeni to in to. To ne si pravniki izmislili, kaj so hude sankcije, jaz se s tem ne bi rad ukvarjal. To je rešitev. Ta korak je korak v napačno smer.